tema današnje novinarske konference so vetrne elektrarne, in sicer na širšem območju Pohorja, in v ta namen smo povabili posebne goste in jih bom seveda tudi zdaj naštela in lepo pozdravljam prav vse govornike. Z nami so gospod Drago Mahorko iz Civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn in pa Tomi Prosnik za Združena akcija. In tudi te dve organizaciji sta zaslužni za to, da danes tukaj izvajamo to novinarsko konferenco, ker se nam je pač iz obeh strani Pohorja, če lahko tako rečem, zdelo zelo pomembno, da se povežemo, ker nekako gledamo proti istemu cilju. Tako da imate možnost videti, kako se znamo tudi občine in krajani teh občin povezati. Z nami so zato tudi naslednji župani. Gospod Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice, gospod Boris Podvršnik, župan občine Zreče, edina županja, gospa Urška Repolusk, ki prihaja iz občine Ruše, in pa seveda nenazadnje gospod Matjaž Orter, župan občine Oplotnica. Z nami so tudi predsednik krajevne skupnosti Tinje, Maksimilijan Tramšek, gospod direktor Domen Fogelsang, LTO Rogla Zreče, Andrej Grmovšek, namestnik vodja enote Maribor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in pa predstavnik Alpe Adria Green, Tomaž Ogrin. Tako, pokrito imamo tako župane kot pa tudi nekaj stroke. Če uvodoma samo začnem s tem, da namera postavitev 56 vetrnih elektrarn na Bistriškem Pohorju in pa umeščanje kablovoda, ki bo potekal med tremi kralji Arehom in razdelilno transformatorsko postajo Karabit v Rušah, zelo na široko posega v naravno okolje. Gre namreč za območje Nature 2000 in njegovi deli, ki bi se naj dotikali tudi Pohorskega regijskega parka. Projekt zajema postavitev vetrnih elektrarn na Rogli, Treh kraljih in pa Arehu, kjer gre tudi za turistični biser tega dela Pohorje, na katerem območju se razprostirajo gozdne površine. Območje je prepredeno s površinskimi in podtalnimi vodnimi sistemi, ki zagotavljajo dragocen vir pitne vode za kmetije in zaselke pod Pohorjem, nad Pohorju in vse naokrog. Za začetek pa bi vas povabila, da si ogledamo en kratek filmček, nato pa bomo začeli oziroma nadaljevali z našo tiskovno konferenco.
Sedaj pa za začetek vabim k mikrofonom gospoda Draga Mahorka, da pove nekaj besed. Hvala lepa za besedo. V imenu civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn bom spregovoril. Civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn vse od svoje ustanovitve 22. aprila letos odločno nasprotuje umeščanju malih, to je v Kalšah, in velikih vetrnih elektrarn na Pohorje kot eno izmed najbolje ohranjenih naravnih območij. Ne nasprotujemo pa umeščanju vetrnih elektrarn v skladu s tistim, kar piše tudi v zakonu, na tako imenovana degradirana področja in ostala, zagotovo pa se ne strinjamo, da se to dogaja na področju našega Pohorja. Naj kar takoj povemo, da izražamo naše zadovoljstvo, da je upravna enota Slovenska Bistrica pred dnevi seznanila vse stranke v postopku, da v upravni organ podano zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnejšega objekta mala vetrna elektrarna Kalše zaradi neskladnosti predvidene gradnje s prostorskim aktom občine Slovenska Bistrica zavrnil. Tega smo v civilni iniciativi posebej veseli, saj vemo, da ko uspe v naravi prvi invazivni tujerodni rastlini, uspe tudi ostalim in zadušijo ter prerastejo avtohtone domače rastline. Z obsežnimi posegi za izgradnjo vetrnih elektrarn in spremenjujoče infrastrukture, kot tudi z njihovim delovanjem bi se degradiral oziroma uničil življenjski prostor Pohork in Pohorcev. To bi imelo negativen vpliv na sedanjo ter na prihodnje redove, odvzete bi bile perspektive mladim, ki želijo ostati na Pohorju, se ukvarjati s kmetovanjem in zelenim turizmom. Močno bi bila degradirana kulturna krajina, ki so jo skozi stoletja soustvarjali predniki in ki jo je potrebno kot celoto ohranjati za sedanje in prihodnje rodove. Gradnje večjega števila vetrnih elektrarn, kablovoda, povezovalnih poti in razširitve obstoječih cest so v tesni povezavi z uničenjem in fragmentiranjem pohorskih gozdov, ki so pljuča za 300.000 okoliških prebivalcev in bi negativno vplivali na neprecenljive vodne vire, pomembne za pohorsko in podpohorsko prebivalstvo. Občuten bi bil vpliv na divjad, ki bi se zaradi degradacije gozdov in delujočih vetrnih elektrarn selila na druge kmetijske in gozdne površine in povzročala vse večje škode kmetom. Tako bi bilo pod vprašanjem tudi prihodnost in perspektiva kmetovanja na Pohorju. Zato je negativno stališče glede izgradnje vetrnih elektrarn na Pohorju zavzela pred dnevi tudi Lovska zveza Podravja, kot eden izmed pomembnih deležnikov v tem prostoru, pobudo je pa dala lovska družina Slovenska Bistrica. Z uničenjem narave in pokrajine Pohorja bi bil začrtan razvoj trajnostnega turizma na Pohorju. Negativen vpliv bi občutili tudi številne pomembne organizacije, kot so planinska društva. Tudi zato sta se Planinska zveza in Planinsko društvo Slovenska Bistrica odločno izrekli proti umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorju. Glede trenutno potekajočega integralnega postopka za 35 vetrnih elektrarn na Arehu in Treh kraljih, posebej poudarjamo naše stališče, da vkolikor negativne mnenja strokovnih institucij, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za gozdove, Direkcije za vode in občin Ruše ter Slovenska Bistrica ne bodo upoštevane in bo prišlo na pobudo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter z odločitvijo Vlade Republike Slovenije do prevlade drugih interesov nad interesi ohranjanja narave, bo zaradi zaščite narave in življenjskega prostora Pohork in Pohorcev civilna iniciativa preko okoljskih organizacij stopila v ustavno presojo zakona, ki to prevlado trenutno omogoča. Opozorili bi tudi na druga aktualna s Pohorjem povezana območja, kot so Vitanski paški Kozjak, Ojstrica in Počakovo v občini Radeče, ter na široko zlorabo postopkov glede umeščanja vetrnih elektrarn in agrofotovoltaike, ne glede
ne glede na to, na kakšen način se vodijo, skozi integralni postopek ali državni prostorski načrt. Namreč okoljska poročila, ki jih v sklopu postopkov predložijo investitorji, so neustrezna, narejena po meri in plačilu naročnika in v škodo naravi, prebivalcem te prostorov, kamor se imajo namen umeščati vetrne elektrarne. Dokaz tega je zadnji del v tem delu trenutnem v postopku za 35 vetrnih elektrarn na Treh kraljih in pa na Arehu, kjer je ministrstvo trenutni postopek ustavilo prav zaradi negativnega poročila vpliv na okolje. Čeprav je ista gospa na zboru krajanov v Šmartnem trdila, da 30 let delajo izredno kvalitetna poročila, očitno jih pripisujejo pa kopirajo. Izpostavili bi tudi generalni manjko koncepta umeščanja vetrnih elektrarn v prostor na nivoju Slovenije. Brez študij, podlag, akcijskega načrta na območjih niti približno niso degradirana, temveč sodijo v jedro najbolje ohranjenih naravnih območij. Zato tudi danes naš odločen poziv doktorju Robertu Golobu, predsedniku vlade Republike Slovenije, magistru Bojanu Kumru, ministru za okolje, podnebje in energijo, magistrici Alenki Bratušek, ministrici za infrastrukturo, ki opravlja funkcijo ministrice za naravne vire in prostor, investitorjem vetrnih elektrarn na Pohorju in ne nazadnje doktorici Nataši Pirc Musar, ki že 6 mesecev ne uspe odgovoriti na prošnjo civilne iniciative, da se bomo odločno uprli namenu, da Pohorje postane tehnološka in zaradi vetrnih elektrarn tudi požarno ogrožena krajina. Uprli se bomo vsem poskusom opustošenja pohorskih gozdov, ki nas ščitijo pred ujmami, plazovi in klimatskimi spremembami in ne bomo dovolili, da nam uničite vodne vire pitne vode. Skratka, odločno izražamo pogovorno, sedaj že znano stališče civilne iniciative, tace stran od Pohorja. Hvala. Sedaj pa k mikrofonu vabim gospoda Tomija Prosnika za Združena akcija, prihaja iz občine Ruše. Tako, lepo pozdravljeni in seveda posebna zahvala vsem današnjim gostom, predvsem civilni iniciativi za njihovo neumorno delo in pa združevanje, bom rekel, vseh deležnikov, ki nas je kar dosti na Pohorju in katerih se v bistvu ta projekt tiče, seveda župani, vsem trem županom, ki so danes tukaj z nami, vsem ostalim gostom, ki so pripravljeni sodelovati na tej tiskovni konferenci in pa seveda Barbari in Tomažu za organizacijo, seveda pa lep pozdrav tudi vsem vam, predvsem novinarjem in pa gostom, ki ste danes tukaj, da ste pripravljeni slišati to, kar imamo za predstaviti in povedati. Prej smo videli, da je v bistvu od leta 2018 tukaj ena iniciativa, v bistvu so bila vložena prva zahteve za gradbena dovoljenja za postavitev vetrnih elektrarn, ampak če pogledamo še malo nazaj, v bistvu se država že nekaj časa naša z tem ukvarja. Predvsem bi tukaj omenil eno študijo, ki je bila narejena leta že 2015 in sicer se strani direktorata za energijo, ki so v bistvu takrat po celi Sloveniji iskali neke potencialne lokacije za postavitev vetrnih elektrarn in v tisti študiji je na Pohorju glede na meteorološke podatke bilo nekaj lokacij prepoznanih, da obstaja potencial, se pravi čez ta prevetrenost čez grebene, ampak zaradi vsega ostalega, kar pa je spodaj in pa vse ostale infrastrukture, ki jo taki projekti rabijo, je bilo pa tudi hkrati ugotovljeno, da je tukaj preveč prebivalstva, da tukaj preveč je gosto poseljeno, preveč drugih dejavnosti tukaj poteka in preveč naravnih bogastev, predvsem se nahaja na Pohorju zato, da bi lahko smiselno tukaj vetrne elektrarne umeščali. Predvsem v taki obliki, kot je predlagano zdaj, se pravi z 200-metrskimi objekti na 56 lokacijami, pa absolutno nekako pridemo že po neki zdravi pameti do tega, da zadeva nima smisla.
Eno stvar mislim, da moramo vsi skupaj zelo jasno tukaj razčistiti že v štartu, in sicer, da mi nismo proti pridobivanju energije iz obnovljivih virov, niti nismo proti zasebnim iniciativam ali pa investicijam na območju Pohorja. Niti ne želimo stati na poti strateških ciljev Republike Slovenije ali pa Evropske unije, kar se tiče proizvodnje energije. Bistveno je bolj to, da je ključna težava v negativnih posledicah, kar bomo zelo podrobno danes razdelali, ki pa to pomeni, ki jih prinaša v bistvu en tak projekt in pa eni taki objekti na Pohorje. In bom rekel, na žalost verjetno vseh tistih, ki so nekako zagovorniki ali pa ženejo ta projekt naprej, smo mnenja, da nekako ne morejo teh negativnih posledic ocenjevati ljudje na drugem koncu Slovenije iz pisarne, niti tisti, ki zasledujejo dobiček, ampak je v bistvu to stvar lokalnega prebivalstva in pa vseh nas, ki tukaj živimo. Zakaj? Zaradi tega, ker te negativne posledice bo nosilo predvsem lokalno prebivalstvo, gospodarske dejavnosti in pa vsi načrti v bistvu in pa strateški načrti in pa vsi razvojni plani, v bistvu, ki jih tukaj vsi skupaj zasledujemo, tudi v okviru partnerstva za Pohorje, v katerega je vključeno 18 občin na območju Pohorja. Kdo lahko potem to oceni? Se pravi, mi smo edini tisti, ki lahko ocenimo. Mi smo svojo domačo nalogo, kot boste tudi kasneje videli, bolj strokovno naredili in se tudi odločili. In odločili smo se v bistvu zelo soglasno in pa enoznačno, v bistvu, da nekako Pohorje žal ni primerna lokacija za umeščanje takih objektov, niti za proizvodnjo energije iz vetra, predvsem pa ne moramo tudi ne podpreti vsega ostalega in pa infrastrukture, ki jo to za sabo potegne. Kot tudi vidimo iz pričujočih posnetkov in pa vseh v bistvu dokumentov, ki so bili predani, je te infrastrukture kar nekaj. Ena od teh je seveda tudi kablovod, ki naj bi priključil v bistvu vso proizvedeno energijo na vrhu Pohorja na omrežje Republike Slovenije in to naj bi se zgodilo v Rušah. Ta kabel je trenutno speljan po javnih cestah, ki jih uporabljamo dnevno v bistvu za dostope do svojih domov, za dostope do svojih gozdov, do izvajanja gospodarske in druge dejavnosti, turistične predvsem, in pa seveda na območju Ruš, se pravi na dolinskem območju Ruš, pa poteka skozi absolutno strnjeno naselje. V eni ulici, konkretno ob nasipu, poteka celo skozi naselje vrstnih hiš, kjer je v bistvu razdalja do hiše od v bistvu tega kabla in pa ceste, v katerega naj bi bil umeščen, manj kot 1 meter na določenih primerih. Da bo potem nekdo rekel, da taka infrastruktura oziroma tak kablovod ne vpliva na življenje ljudi tam, da ne vpliva na infrastrukturo, ki je trenutno v teh cestah, da v bistvu tukaj lahko iščemo samo pozitivne učinke, je absolutno ni res. To vsi vemo in tudi se zaradi tega občani, v bistvu, ki tam živimo, s tem ne strinjamo. Predvsem tudi to, zaradi tega, ker taki kablovodi imajo tudi varovalna območja, ki sežejo v bistvu na naše hiše, naše parcele in pa absolutno vplivajo na kvaliteto našega življenja in pa seveda, bom rekel, tiste pravne koristi, ki jih imamo mi od svojih parcel in pa degradirajo s tem vsem objekte, v katerih živimo. Tako da Pohorje žal ni primerna lokacija in moramo se zavedati ene ključne stvari še, da v bistvu z nadaljevanjem postopka in pa z nadaljevanjem tega projekta bi dobesedno povozili lokalno prebivalstvo na vseh ravneh. Občinski sveti smo sprejeli sklepe, občinske uprave so izdala strokovna mnenja, krajevne skupnosti so se sestale in zelo enoznačno, vsi, ki smo bili tam prisotni, smo videli, se odločili v bistvu, da smo proti umeščanju tega in vse, kar bi bilo naprej od te točke, moramo vedeti, da v bistvu ni nek demokratičen proces, ampak je to dobesedno zasledovanje enih drugih interesov, ki pa so nekje drugje, ne pa tukaj očitno na lokalnem nivoju. Vsi, ki ste kdarkoli bili po svetu, veste, kako lepo, kako zdravo, kako naravno in kako dobro okolje imamo tukaj in malo je tega danes na svetu in če ne bomo sposobni v bistvu tega prepoznati kot večjo prednost pred energijo, ki bi jo proizvedli, ki po, bom rekel, podatkih, ki mogoče niso čist preverjeni, ampak ne bi vse te vetrnice naredile niti za eno resno hidroelektrarno, potem vemo, da tukaj te negativni učinki absolutno presegajo vsake pozitivne učinke in da tega ne moremo zasledovati naprej. Jaz se vam zahvaljujem, predajam besedo naprej in se seveda veselimo vaših vprašanj. Hvala.
Tako, sedaj pa nadaljujemo z županom občine Slovenska Bistrica, gospodom Žagarjem. Ja, hvala za besedo. Tudi z moje strani lep pozdrav predstavnikom medijev in pa seveda vsem drugim, ki ste se zbrali na tej današnji tiskovni konferenci. Jaz bi predvsem osvetlil aktivnosti, ki smo jih mi peljali iz občinskega vidika, v povezavi seveda z tem, kar je bilo povedano v vsebinskem smislu strani civilne iniciative. Zdaj, aktivnosti so se peljale tako v upravnem organu, kot tudi samem občinskem svetu. Zdaj, kar zadeva torej upravnega organa, je ta upravni organ dal, da če prav vem, 32 negativnih mnenj za torej pridobivanje gradbenega, vezano na pridobivanje gradbenega dovoljenja za postavitev teh vetrnih elektrarn. Zdaj gre to za to, ker pač so bile vloge podane za 2 vetrnici, pa vemo, zakaj za 2 vetrnici. Zato, ker 2 vetrnici po nazivni moči sta manj kot 10 megavatov in to pomeni, da ni potrebno, če seveda to akceptiraš, čeprav mi mislimo, da to pomeni izogibanje zakonodaji, ni potrebno torej peljati postopka državnega prostorskega načrta. Zdaj, v teh aktivnosti je bil pa aktivn tudi zelo občinski svet, praktično skoraj ni seje, na kateri ne bi obravnavali tematike vetrnih elektrarn, tudi zaradi tega, ker se je ves čas poskušalo v skladu z neko sprejeto zakonodajo, ki se je tudi vmes spreminjala, saj je bil sprejeta novi zakon, pa mislim, da se celo neke spremembe še zdaj pripravljajo, kot sem seznanjen, zelo tako na grobo, se poskušalo ves čas obiti postopke formalne in zato se je seveda tudi občinski svet temu odziva in zdaj, če se prav spomnim, mislim, da smo na 3 rednih in celo na eni izredni seji obravnavali to tematiko. Zdaj, prvotno je seveda obravnava te tematike temeljila na tem, da je potrebno peljati postopek državnega prostorskega načrta, torej ta zahteva je bila zelo jasno ves čas izražena, to pa zato, da vse to, kar je bilo danes povedano strani civilne iniciative in vseh ostalih v samem postopku lahko dejansko predstavijo potencialnim investitorjem in v bistvu se zelo jasno ti argumenti potem, vsaj pričakujem, pri tistih, ki izdajajo dovoljenja, potem tudi upoštevajo. Zdaj, kar pa zadeva seveda zadnjega tega našega seje občinskega sveta, pa je občinski svet seveda predlagal, glede na to, da so se pač postopki še ves čas peljali na način, kot so se peljali, da se predlagajo torej pristojnemu ministrstvu, da se ustavijo praktično vsi postopki, kar se tiče pridobivanja gradbenega dovoljenja in tudi umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, zato ker pač gre za način, ki ni v skladu zakonodajo. Sedaj govorim bolj iz tega pravnega stališča, sebinsko ne bom ponavljal tega, kar je že bilo pravzaprav povedano in se mi s tem tudi strinjamo in nenazadnje seveda vse te stvari tudi sebinsko iz tega sledijo. Morate pa vedeti recimo tudi to, da občina, pravni organ ni izdal služnosti za položitev kablovoda iz vrha Pohorja pa do te naše trafopostaje tukaj v Slovenski Bistrici in je pač investitor sprožil postopek razlastitve občine celo za ta kablovod. Nisem zdaj prepričan, da je ta postopek sploh zaključen, pa mislim, da še vse po nekih informacijah ni zaključen. Ne govori seveda to o tem, na kak način se poskuša seveda stvari dejansko peljati, torej na nek popolnoma netransparenten pristop, pa seveda jaz se lahko tudi pritegnem tistim, da v principu seveda ne moramo biti proti zelene energije, ampak v tem primeru pa seveda gre za popolnoma druge namene in rešitve, kot so že bili dejansko tudi predstavljeni. No, zdaj vemo, da smo imeli tudi po 3 krajevnih skupnosti, ki jih umeščanje direktno tangira zbore krajanov na vseh 3 krajevnih skupnosti, torej in v Keblu in v Tinju in Šmartnem so bili seveda zavrnjeni. Te postavitve zavrnjene, pa mislim, da bo tudi predsednik Tinja še kaj dodal, pa moče ne, če še drugi tu prisoten. Tako da je seveda potem popolnoma logično odločitev občinskega sveta, da se pravzaprav vsi postopki dejansko ustavijo. Pa še to, mi smo na te seje vabili tudi predstavnike obeh pristojnih ministrstev, ker gre za tovrsten energetski objekt, ki pomeni lahko eno zelo
recimo, če bi bil realiziran hipotetično, ne, dodano vrednost na področju oskrbe z energijo, bi seveda pričakoval, ne, da bodo pač pristojni se udeležili teh sej in bi lahko tam bila tudi priložnost izmenjave argumentov, utemeljitev in vsega ostalega, vendar so se vedno predstavniki ministrstev pravzaprav v bistvu upravičili, nikogar nikdar na te naše seje tudi ni bilo. Tako da zdaj še enkrat, jaz upam, no, in verjamem, no, da bo država spoštovala torej tudi te odločitve občinskih organov, predvsem pa, da bo spoštovala pravzaprav voljo ljudi, ki so v svojih izvajanjih že ves čas izražali to svoje mnenje, vse pomisleke, ki so s tem povezali in da bodo dejansko ti postopki tudi se pač ustavili, ne. Zdaj, res je, ne, da energija je potrebna, vemo, da nihče v principu ne nasprotuje seveda zeleni energiji, vse podobne zadeve veljajo tudi, če mene vprašate za umeščanje fotovoltaičnih, predvsem teh agrofotovoltaik v prostor, ne, ker se bojim, da se tam zadeve zelo podobno poskušajo peljati, ne. Jaz upam, no, da ne bomo mi, tako sem že enkrat rekel, ne, posvinjali celotne Slovenije z tem, ne, s tem, da še niti ne vemo, kakve so končne posledice vsega tega, ne, verjetno nas še marsikaj čaka tudi v nadaljevanju, če bi do teh realizacij projektov prišlo in da bodo ti projekti res realizirani tam, kjer so mogoče, predvsem, kot je že bilo rečeno, tudi na degradiranih recimo območjih oziroma tam, kjer jih je smiselno dejansko postavljati. In to je tudi pravzaprav naloga, ki bi jo po naši oceni morala država najprej narediti, ne pa da se stvari poskušajo naprej peljati po nekih drugih poteh. Torej, jaz bi res zaključil z tem, ne, da jaz res upam, no, in verjamem, ne, da bojo odločevalci, ne, ker se vsi postopki vodijo, kar se odločitev tiče na državnih organih, upoštevali voljo tako lokalnih organov, kot tudi predvsem pa seveda ljudi, ki na tem območju živijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Žagar. Sedaj pa k mikrofonu vabim župana občine Zreče, gospoda Podvršnika. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav predstavnikom medijev, organizatorjem in pa seveda vsem prisotnim. Ja, tudi naše stališče je podobno, kot je stališče sosednje občine Slovenska Bistrica. Kar se nas tiče, gre za dva postopka DPN-ja, torej vetrno polje, elektrarn Mislinja in pa Lasina Gradišče. Je pa res seveda, da je pri tem drugem vetrnem polju pravzaprav že to v območju občine Slovenska Bistrica, vendar torej nedaleč stran od našega območja, par 100 metrov stran od naših turističnih kapacitet na Rogli, par 100 metrov stran od bližnjih kmetij, tako da smo tudi v bistvu na tem delu v tako imenovanem vplivnem območju, čeprav je to v sosednji občini. Mi smo določena stališča že zavzeli v prejšnjem mandatu, seveda na pobudo turizma, predvsem pa tudi naše pašne skupnosti sosednjih kmetij, kjer so nas pravzaprav opozarjali na nesprejemljivost teh mega posegov ali teh mega struktur v ta občutljiv pohorski prostor. Moram poudariti, da smo mi v zadnjih 10-12 letih vložili skupaj s projektnimi partnerji, pa tudi strokovnimi institucijami, velike napore v ohranjanju nekaterih habitatov, živalskih, rastlinskih vrst tukaj na Pohorju. Začeli smo s projektom strategija Natrek 2030 in še 5-6 drugih projektov ohranjanja alpskih pašnikov in tako naprej, kjer smo poskušali tudi morebitne negativne vplive prejšnje, tudi naše, na okolje popraviti in seveda v bistvu ohranjati in pa izboljšati, bomo rekli, te habitatne in pa vrstne tipe tukaj na Pohorju, ker se zavedamo, da dejansko, če ponujamo turizem, moramo iti v smeri kvalitete, ne več kvantitete in seveda neokrnjena narava je naš, bomo rekli, tudi turistični atribut in seveda bi nam postavitve teh vetrnih elektrarn verjetno negativno vplivale na ekonomski vidik, na turizem, na socialni vidik, na živelj tukajšnjih ljudi.
pa tudi seveda, bomo rekli, na vse ostale dejavnike, bomo rekli, zanimivosti tega območja. Pohorje je, bomo rekli, relativno neokrnjena narava, še vsaj tem možem vidiku in mi se prizadevamo skupaj s partnerji tudi, da bi po 100 letih formalizirali regijski park Pohorje, ker si želimo boljšega upravljanja na tem območju in dejansko bi s temi, bomo rekli, posegi zabili žeblje v krsto temu projektu, ki je malo pred tem seveda, da bi skupaj s projektnimi partnerji zaživel. Zato je seveda do zdajšnje naše stališče okrog tega projekta negativno. Menimo seveda podobno kot civilna iniciativa in sosednja občina Slovenska Bistrica, da bi bilo potrebno najprej postaviti temeljna pravila igre, podobno kot so pravila postavljena recimo v Nemčiji ali v Avstriji, določiti minimalne odmike in seveda potem iti v postopke sprejemanja in tu mislim, da seveda je na potezi država. In seveda mislim podobno kot vsi ostali, da seveda je na potezi država. Treba je še povedati, da sta v bistvu tu dva ministrstva koliziji, torej ministrstvo za podnebne, torej okolje, podnebje in energijo v nasprotju z stališčem ministrstva za naravne vire in pa prostor in seveda je tu na potezi vlada, ki bo morala odločiti, jaz upam, da se bo odločila modro v korist lokalnih prebivalcev, lokalnih skupnosti, torej v korist našega lokalnega gospodarstva in da seveda, da ne bo prišlo do neke prevlade, bomo rekli, nekih drugih interesov. Tako da pozdravljamo v bistvu strokovno argumentacijo, seveda pa bi bilo to verjetno tudi prvič v Sloveniji, da bi strokovna mnenja strokovnih institucij dejansko povzeli in seveda upam, da si to v Sloveniji tega ne želimo in tudi ne moremo privoščiti. Hvala pa tudi za tole priložnost. Najlepša hvala. Sedaj pa se bomo malo preselili na drugo stran Pohorja, v občino Ruše, zato k mikrofonu vabim gospod županjo, gospod Urško Repolusk. Ja, lepo pozdravljeni vsi prisotni. Hvala za to pobudo, da smo se danes tukaj sestali, ker verjamem, da več kot nas je, podobno mislečih, bolj smo seveda vidni in pa predvsem slišani. Jaz bom predstavila stališče občine Ruše, tako politično stališče, kakor seveda tudi strokovno. Mi smo v tej zgodbi, s to zgodbo povezani, zato ker je predviden torej kablovod, ki bi potekal po naši občini, torej od Areha po zahodnem delu pobočja občine Ruše in potem v sami dolini, pa torej ta kabel preči pravzaprav urbani del občine in se priključuje potem na transformatorsko postajo v TDR coni na RTP Karbid. Mi se pravzaprav z tem projektom ukvarjamo že cirka 3 leta, ko je investitor konec leta 2020 dal na občino vlogo za podpis služnostne pogodbe. Namreč po mnogih zemljiščih, kjer bi potekal ta kabel, mnoga zemljišča so seveda v lasti občine Ruše. Ker gre za zelo obsežen projekt in takrat seveda mi še nismo bili s to zadevo toliko seznanjeni in smatrali smo pa, da gre za precej velik vpliv, smo takrat zadevo predstavili torej na občinskem svetu, govorim v prejšnjem mandatu in sicer konec leta 2021. Investitor je torej projekt predstavil in takrat so občinski svetniki pravzaprav podprli ta projekt in meni dali mandat za podpis te služnostne pogodbe. Kot sem že prej povedala, bilo je malo znanega, mi smo se z to zadevo ukvarjali, raziskovali. Jaz te služnostne pogodbe nisem podpisala, gre za precejšnjo omejevanje lastninske pravice občine Ruše in s tem seveda povezava z mnogimi problemi, ki temu sledijo in seveda za velik vpliv samega projekta.
V tem letu, to se pravi zdaj v letu 2023, je investitor, ker torej služnostne pogodbe nisem podpisala, dal na upravno enoto vlogo za omejitev naše lastninske pravice, torej za stvarno služnost v javno korist. Upravna enota Ruše je to vlogo obravnavala in samo vlogo tudi zavrgla, ker ni bil izkazan torej javni interes z torej konkretnimi argumenti. Občinski svet je bil v letošnjem letu, v mesecu juniju, govorim zdaj o torej, občinskem svetu v tem mandatu, seznanjen z samim potekom služnosti in se je odločil torej proti podpisu služnostne pogodbe, potem proti zahtevku, ki je takrat bil še odprt na upravni enoti in pozval torej ministrstvo in pa vlado, ministrstvo in vlado, da projekt umestitve vetrnih elektrarn ustavi, posledično pa seveda tudi umestitev kablovoda skozi našo občino. V mesecu avgustu letos smo bili pozvani kot mnenjodajalec, da podamo mnenje k projektni dokumentaciji, kajti zadeva se, torej pridobivanje gradbenega dovoljenja se vodi v integralnem postopku na Ministrstvu za naravne vire in prostor. In torej v upravnem postopku občina Ruše mora izdati torej tudi mnenje. Mi smo zadevo proučili, govorimo o strokovnih službah, strokovne službe so zadevo proučile, ter z samim povzetkom tega mnenja smo na pobudo svetniške skupine Gibanje Svoboda tudi to mnenje svetnikom predstavili. Mnenje je seveda negativno, kajti sama dokumentacija, v katero smo imeli vpogled, kakor sami posegi, torej niso skladni z našimi prostorskimi akti. Naši prostorski akti namreč ne dovoljujejo umestitve vetrnih elektrarn, tudi ne kablovoda v naši občini. Eno izmed torej vprašanj, ki jo je postavila določena svetnica, je namreč bilo strani ministrstva odgovorjeno, da to naši prostorski akti omogočajo, vendar ne. Tega pri nas ni možno umeščati. Potem tudi naše mnenje kot upravljavca ceste je bilo negativno, saj se niso upoštevali projektni pogoji. Potem skupaj z strokovno službo skupne občinske uprave smo proučili tudi vpliv na samo naravo. Tudi to mnenje je bilo tako glede ljudi, živali in pa narave, kakor tudi kasnejšega oziroma trenutnega razvoja turizma negativno. In seveda to mnenje skupaj za sklepi našega občinskega sveta je bilo tudi posredovano v zakonitem roku, torej ministrstvu, tako da stališče občine Ruše, kot ste verjetno razbrali, iz vsega tega je izključno proti umestitvi vetrnih elektrarn na Pohorju in seveda tudi proti umestitvi kablovoda v naši občini. Hvala lepa. Tako, sedaj pa se selimo še v eno tako osrčje Pohorja in sicer v občino Oplotnice, zato vabim gospoda župana Orterja, da nam še pove njihovo stališče. Lep pozdrav vsem zbranim. Naj uvodoma povem, da v občini Oplotnica ni predvidena gradnja vetrnih elektrarn, ampak smo glede na to, da imamo na območju Treh kraljev vodne vire, pitne vode, tudi mi obravnavali na seji občinskega sveta to problematiko in sprejeli naslednji sklep, da sicer občinski svet občina Oplotnica je proti graditvi vetrnih elektrarn na Pohorju, ker imamo zagotovljene vodne vire, pitne vode, pitna voda pa je naša ustavna pravica. Tako da to stališče zagotavljam oziroma zagovarjam tudi jaz, da je temu tako, bo lahko potrdil tudi direktor komunalnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, gospod Max Tramšak. Kar se pa tiče mojega osebnega mnenja, pa se v celoti strinjam z mojimi predhodniki, da ne bom še jaz porabil teh 3 minut, tako da hvala lepa za besedo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z eno od krajevnih skupnosti, ki je tudi to tematiko obravnavala na eni od sej. Gospod Maksimilijan Tramšek prihaja iz krajevne skupnosti Tinje, tako da še njegovo mnenje in pa tudi strokovno, kaj se tiče vod. Izvolite.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj 5 let je potencialni investitor potihoma iskal zemljišča na Pohorju. Res je, da se je krajevni skupnosti Tinje leta 2018 oglasil, ampak takrat zgolj z namero postavitve ene vetrne elektrarne, saj prostorsko-ureditveni pogoji v občini Slovenska Bistrica so to omogočali, moči do 1 megavat. Ker je že takrat bilo preveč naznank, saj se je umeščalo vis-a-vis 400 metrov od vasi Planine pod Čomikom, smo že takrat speljali postopke tako vaškega odbora kot krajevne skupnosti, da so umeščanje v prostor preblizu stanovanjskih objektov in takrat krajevna skupnost Tinje ni podala soglasja za umeščanje v prostor. Predpis prostorsko-ureditveni je pa zahteval, da mora dati ožji del lokalne skupnosti soglasje k namerni investiciji, da se to umešča v prostor. Seveda, v tem času je preteklo kar nekaj vode in potem smo se v lanskem letu prvi seznanili z namero investitora, kaj sploh želi narediti na Pohorju. In občinski svet je takrat dal jasni apel na takratno ministrstvo za okolje in prostor, da tako nameravana investicija se lahko umešča v prostor samo skozi zakonodajni postopek, skozi pripravo državnega prostorskega načrta, kjer se bodo vse te neznanke, katere smo že danes slišali, kateri smo mi v postopkih še opozarjali, tudi razjasnile. Ne, investitor je šel še dalje. Investitor je celo poslal nam v družbo, da izdamo mnenje za grajeno v javno dobro skladno z gradnje. Seveda v družbi Kanala Slovenska Bistrica za izgradnjo kablovoda smo takrat izdali negativno mnenje, saj se delo trase, ki bi naj potekala od razdelilne transformatorske postaje v Slovenski Bistrici skozi po lokalni cesti gor do državne ceste do Treh kraljev, ni dalo umestiti v prostor, v to zemljišče, saj v delu trase je že bila zgrajena komunalna infrastruktura, tako fekalna, meteorna, vodovod, plinska inštalacija, elektroenergetsko omrežje, optika, telekom in dejansko tako velik kablovod, 100 kinetov se ni dal umestiti in smo to zavrnili. Investitor je šel še dalje, celo je šel po integralnem postopku poskus razlastnitve, grajeno javno dobro, občina Slovenska Bistrica. In ko smo se v letošnjem letu dejansko seznanili z samimi mikrolokacijami, kje na Pohorju bi naj to stalo in z obsegom število teh vetrnih elektrarn, krajevni skupnosti Tinje v okolici Treh kraljev naj stalo 21, na Areho in na Koto, seveda smo bili začudeni, frapirani, zato se nam je zdelo zelo pomembno, da to predstavimo tudi krajanom. Zgodili so se sestanki vaših odborov in tudi zbori krajanov. In ko smo dejansko skozi prezentacije, ki je bila tudi danes videna, skozi mikrolokacije, dejansko predstavljali ljudem, ki živijo, kako se bo uzurpiral njihov prostor, njihovo bivalno okolje, so izglasovali jasni apel, jasno stališče, da se tega ne želijo in smo seveda poslali sklepe tako na občinski svet, občina Slovenska Bistrica, vladi Republike Slovenije, ministrstvo za okolje in prostor oziroma ministrstvo za naravne vire, razen priporočene povratnice odgovora nismo dobili. Žal tako pač delujemo v tej družbi. In seveda, če pogledamo malo naprej, kaj pa so te mikrolokacije? Planina pod Čomikom najbližje stoji dobrih 350 od stanovanjskega objekta. Gre za kubuse velike 131 metrov stolpe, z eliso skoraj 200 metrov. Elisa premjera ima 136 metrov. Zdaj, kaj bo to pomenilo emisije snovi v zrak, tla? Dotaknil se bom emisij snovi v vode. Mi iz tega zaledja Pohorja, ker izvajamo to javno gospodarsko službo oskrbe prebivalcev s pitno vodo, zaizimo 1 milijon kubičnih metrov vod. Za občino Rače, Fram, občino Slovenska Bistrica, občino Oplotnica, dolvodno napajamo del Kidričevega, del Makol v sušnem obdobju. Imamo povezan sistem, ki lahko v 5 občinah dejansko te vode napajamo. In 6 vetrnih elektrarn je postavljenih na mikrolokacije parcelnih zemljišč, kjer imamo mi pridobljene vodne pravice, kjer mi imamo vodne vire in dolvodno napajamo tako naselja, kakor občine. Poudariti je treba, da ogromno naselij, ogromno stanovanjskih objektov, manjših vasi, gospodarskih kmetij imajo svoje vodne vire, za katere vsi nimajo urejene teh vodnih pravic. In to se umešča za samo izgradnjo kablovoda, ki bo dejansko presekal celi greben Pohorja.
kakšni bodo ti vplivi, tako snovi v tla, vode, danes ne moremo in ne razpolagamo. Ko je strokovnjak, ki je delal vodno študijo, primerjal porečje reke Drave z Vrbanskim platovem, kjer je stara struga reke Drave, dol vodno z prodnatim nanosom porečja reke Drave, Šikolnami, za tretjorazrednim vodovarstvenim režimom Pohorja smo se mu dobesedno smejali. In nam, ki živimo na Pohorju, nam se je zdelo zelo pomembno, da smo uslišani, da nas dejansko mediji podpirate in tudi zahvala vsem prizadevanjem iniciativi za Pohorje brez vetrnih elektrarn, da bomo dali ta glas, da tako umeščati v prostor brez lokalnega prebivalstva, brez ožjega dela lokalnega prebivalstva, žal vsi tisti, ki pripravljajo te uredbe, ki pripravljajo te zakone o urejanju prostora in če ZUREP jasno prepisuje, kje je breakpoint, mejna vrednost za pripravo državnega prostorskega načrta. In če smo danes videli tule na prezentaciji 21 vetrnih stolpov in si naj vsak ustvari sliko, a je to vetrno polje, a je vetrno polje vsaka vetrnica posebej. Takšno izigravanje zakonodaje in kaj mene zelo skrbi? Zelo me skrbi to, da investitor potencialni, pa nam zdaj govoril, kdo je potencialni investitor, kaj smo mi z energijo v Republiki Sloveniji naredili, da danes gospodarstvo plačuje 4-kratnik proizvodne cene, ki smo jo dali na trg, ki smo jo za več let naprej prodali. To gospodarstvo plačuje, to na vse plačujemo tudi občani. Dejansko pomembno sporočilo pač mora biti to, da ne moramo slediti samo interesu kapitala in da kapital nas bo moral uslišati, kako se bojo ti projekti umeščali v prostor in da žal tega umeščati v prostor brez lokalne skupnosti, brez ožjega dela lokalne skupnosti, žal pač ne bomo mogli. Toliko, hvala. Najlepša hvala. In seveda, ker je tukaj turizem, ki je danes bil že omenjen, je zelo pomembno, ima zelo pomembno vlogo, vabim in predajam besedo direktorju gospodu Fogelsangu iz lokalne turistične organizacije Rogla Zreče. Torej, dober dan vsem in hvala lepa za povabilo. Jaz bom pač delil z vami svoje razmišljanje glede razvoja turizma oziroma povezanosti turizma z Pohorjem. Zdaj nekako pisni viri pravijo, da nekako v koncu 19. stoletja se je začelo s turizmom, predvsem z lovskim. Močne zadeve so se izvajale tudi med obema vojnoma, dejansko pa neko sistematično usklajeno razvoj turizma ima nekako 50-60 let. V vsem tem času so bile različne aktivnosti, dejavnosti so se nadgrajevale, spreminjale, bili so vzponi in padci, ampak ena zadeva je bila vse skozi osnova oziroma temelj. Ta ponudba sedaj in tudi v preteklosti, tudi bodoče, je temeljila na Pohorju. Na njegovih naravnih vrednotah, torej na bogatem rastlinskem, živalskem, na vodnih virih, na razgledih, čistem zraku in tako dalje. In kakršnokoli umeščanje, česarkoli v ta prostor mora biti v skladu, v sodelovanju z deležniki in zelo smiselno in razumevajoče narejeno. Danes je turistična dejavnost na Pohorju zelo pomembna gospodarska panoga. Turizem nekako ima na letni ravni okrog 500 000 nočitev, preko 200 000 prihodov. Imamo preko 500 000 obiskovalcev, smučarjev, kolesarjev, pohodnikov. Če nekako izhajamo iz tega, da ima Unitor preko 200 ljudi zaposlenih, če povežemo v stare centre, vse ljudi, ki pomagajo v zimskem času, ki oskrbujejo te centre na Pohorju z pridelavo, predelavo hrane, z rokodelskimi izdelki in podobnimi, vidimo, da govorimo kar o enem večjih gospodarskih podjetij. Samo podjetje Unior na letni ravni ustvarja več kot 20 milijonov prihodkov. Ne pozabimo, da je v tem trenutku se zaključuje eden največjih finančnih vlaganj države v turizem na Pohorju. Kope, Rogla, Trije kralji in pa mariborski del sedaj zaključujeta izgradnjo žičnic, katerih namen in cilj je, da zagotovijo oziroma pospešijo razvoj turizma preko celega leta. Torej turizem na Pohorju 365 dni. Govorim o več 10 milijonski naložbi.
Ne nazadnje treba povedati, da se je v preteklih letih 19 občin na Pohorju povezalo v partnerstvo za Pohorje, katerih ambicija in cilj je, da postane Pohorje eno najboljših in najbolj prepoznavnejših območij za aktivno preživljanje prostega časa preko celega leta, torej outdoor Pohorje 365 dni. Ne nazadnje tudi strategija slovenskega turizma in slovenska turistična organizacija v svetovnem merilu govori o tem, da je največji in najpomembnejši turistični produkt Slovenije zelena, trajnostna in vsi ostali prednevniki, ki s tem so povezani. In mi brez zelenega Pohorja, brez tega praktično tega turističnega produkta več nimamo. Z umeščanjem ali pa z morebitnim umeščanjem vetrnih elektrarn se vsa te zadeve postavijo pod vprašaj. Zdaj, kakšna bo škoda za turizem, je zelo težko napovedati, ker, kot so že moji predhodniki povedali, je tu neznank in pri postavitvi in pri potem odstranitvi vseh teh zadev ogromno. Vsekakor pa ta zadeva razvoju turizma ne pomaga oziroma ga zelo bo omenjevala. Zato bi jaz vse pristojna ministrstva, vlado pozval, da k tej zadevi pristopi zdravorazumsko in da z tem absurdnim umeščanjem vetrne elektrarne se prekine. Hvala lepa. Tako, sedaj bomo pa slišali tudi mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Z nami je namestnik vodje območne enote Maribor, gospod Grmovšek, izvolite. Hvala, lep pozdrav vsem zbranim. Jaz bom ponovil nekaj, kar so že moji predhodniki večkrat povedali, predvsem kot naravovarstvenik mislim, da moramo imeti, da to ni narobe povedati večkrat. Pohorje je naravovarstveno izjemno območje, izjemno je na nek način na lokalni ravni, na državni ravni, pa tudi na evropski ravni. Izjemno je zaradi več razlogov, na prvi strani zato, ker je na Pohorju še velik del relativno neokrnjene ali pa malo narave, ki je še v zelo dobrem stanju. Na drugi strani je Pohorje eno pogorje v Sloveniji, pravzaprav edino pogorje, ki je na silikatnih kamninah, ki ima ogromno vode, ki zadržuje vodo, na katerem so se razvila barja, na katerem se je razvilo specifično rastlinstvo, specifično tudi živalstvo. Zaradi vsega tega je Pohorje tudi del evropskih območij Natura 2000, v katerih ohranjamo evropsko ogrožene vrste in habitatne tipe. Del Pohorja obsegajo naravne vrednote, tudi zavarovana območja, občine in pa država pa si trudijo v zadnjih letih še pospešeno in pravzaprav smo čisto pred tem, da bi Ovršje, tisti najvrednejši del Pohorja, zavarovali kot naravni regijski park. Pomembno območje. Na drugi strani imamo ideje o vetrnih elektrarnah. Vetrne elektrarne imajo absolutno lahko vpliv na naravo, ne samo vpliv, lahko imajo bistven vpliv na naravo. En del vpliva povzroča gradnja vetrnih elektrarn in pa vse te z njimi povezane infrastrukture. Na nek način pač tam, kjer poteka gradnja, se uniči oziroma povozi habitatne tipe, ki tam v prostoru so, ali so to gozdovi, še pomembnejše so recimo na Pohorju barja, vodotoki, travišča. Velik vpliv, mogoče še večji oziroma še bolj pomemben vpliv vetrnih elektrarn je pa njihovo delovanje. Vetrnice z elisami povzročajo na eni strani hrup, vibracije, sevanja, na drugi strani pa čisto fizično motijo predvsem vrste, ki letijo po zraku. Zato so vplivi vetrnic, še posebej na Pohorju, lahko zelo problematični oziroma bistven velik vpliv na določene vrste ptic, netopirje, to so tiste vrste, ki so tudi ogrožene na Pohorju.
tako da ta vpliv je velik, je pa seveda dejstvo, da je vsaka lokacija specifična, da se vpliv od lokacije do lokacije lahko razlikuje. Če izpostavim vrste ptic, ki so najbolj podvržene vplivom elektrarn, so to koconoge kure, ruševec, divji petelin, ki sta na obe vrsti, ki sta na Pohorju že sedaj v zelo slabem stanju, populacije upadajo in vsako dodatno poslabšanje njihovih habitatov pomeni bistven vpliv oziroma veliko poslabšanje v naravi. Še toliko bom povedal, da pač Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sodeluje v različnih postopkih, katerih končni cilj je lahko umeščanje vetrnih elektrarn na eni strani, v pripravi prostorskih načrtov, tako državnih in lokalnih, kjer pripravlja gradivo za pripravo teh planov in pa v postopkih gradbenih dovoljenj, kjer pripravlja mnenja za upravne organe, ki potem izdajo mnenja. Tako da smo obravnavali v zadnjih 4-5 letih bistveno večje število elektrarn, kot je 50. Je pa dejstvo, da se te lokacije včasih prekrivajo ali pa so podobne, tako da v kakšnem obsegu elektrarn pravzaprav, ki smo jih zares obravnavali, je težko reči, smo pa gre za večje število kot samo to, kar je zdaj trenutno aktualna pobuda in o kateri so se tudi danes župani izrekali. Na kratko je toliko z moje strani vse. Predajam besedo naslednjemu. Hvala. Ta uradni del pa bomo sedaj zaključili z tudi enim strokovnim mnenjem, stališči, in sicer Alpe Adria Green, predvsem kaj se tiče hrupa. Zato, gospod Ogrin, izvolite. Hvala za vabilo. Pozdravljeni. Predstavnik sem Alpe Adria Green, s sedežem na Jesenicah, tudi v lepem okolju, predvsem narave okrog. Moj prispevek se tiče hrupa vetrnih elektrarn, ki je v svetu zelo dobro poznan, ni pa pri nas zajet v predpisih. Zato vse presoje vplivov na okolje ignorirajo ta hrup. Mi smo že 10 let pozivamo Ministrstvo za okolje, da uvrsti ta hrup v predpise, pa nič. Torej obstaja pravna praznina, kjer so ljudje brez pravne zaščite proti temu hrupu. Ta hrup se širi kilometre daleč, predvsem so problem pulzi, ko gre Elisa mimo stebra, tega pač tudi ne morajo odpraviti. To je nekaj tako kot hum, 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 hum. In to dobivaš v glavo lahko celo noč, kadar piha, pa tudi po dnevu se ne moreš koncentrirati. To je ta vidik hrupa. Pri predpisih pa prosim naslednjo sliko. Predpisi predvidevajo filtriranje hrupa, vsakega hrupa. Ta filter A je prirejen pač našemu slušnemu organu in recimo za promet ali karkoli se vse meri s tem filtrom in oznaka je enota je dBA, torej decibeli s filtrom A. In če pogledamo frekvenco, torej to, o čemer govorim, so frekvence pod 200 Hz, to se pravi tam od 200 proti levi, infrazvok, ki je tudi zraven, je pa pod 20 Hz, tega pa skoraj ne lovi več, torej filtrira, da tako rečem. To se pravi, in to upoštevajo vse presoje vplivov na okolje, rečejo, mi smo po zakonodaji
in se izognejo glavnemu vplivu vetrnic na ljudi. In to je popolnoma nesprejemljivo. Še naslednjo sliko. Mi imamo v Sloveniji primer vetrnice, tule so podatki pri Dolenji vasi, krajevna skupnost Senožeče, občina Divača. Oni so sicer na referendumu bili proti nadaljnji širitvi, ker tudi tam mislijo okrog 80-70 vetrnic postaviti, ampak ne vem, to še nas čaka. So na referendumu bili proti in tudi občina Divača je podprla, so proti, tudi župan Senožeč, ker mislim župan Sežane je bil proti. Tako da to, kar doživljajo, je strokovnjaki zmeru, in sicer levi diagram kaže v DBA, torej v teh enotah, ki so predpisane, desni diagram pa kaže brez filtra. Torej, brez filtra imamo dejansko na tem nizkem zvoku, infrazvoku imamo 70 decibelov, brez tiste A oznake, medtem ko, če imamo pa filter, pa tisti zvok odpravi oziroma ga bistveno zmanjša. Jaz pozivam investitorja, da umakne ta projekt, ker teh vetrnic ne bo na Pohorju. Argumentov je dosti. Še eno stvar bi rad povedal, namreč o tem se zelo malo piše, govori. Mi smo uspeli objaviti v občini v glasilu, občinskem glasilu Hrpelje-Kozina, kjer so na Brkinih tudi hoteli postaviti vetrnice, in predvsem z vidika hrupa. No, in če bi tudi še lahko kakšno glasilo iz teh občin tule objavili, to bi bilo tudi zelo koristno. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa, da zaključim s tem delom. Kot ste videli, ves čas na platnu je potekala projekcija, v celoti je bilo prikazanih vseh 56, mislim, da ne, vetrnic in njihovih lokacij, tako da imate eno predstavo, kje bi to vse ostalo, kako bi to iznakazilo na nek način naravno okolje, Pohorje. Kakšni temelji so potrebni za postavitev samo ene te vetrnice, kakšne ozke ceste vozijo na te lokacije, na Pohorje, si ne znamo predstavljati, kakšen poseg bi bil v infrastrukturo, da bi se sploh pripeljal ta ves material in vsi ti deli na Pohorje, si ne znamo predstavljati. In sicer prav tako pa tudi ne vemo, kakšne posledice bo vse to imelo. Jaz bi tukaj mogoče samo zaključila s tem delom. Pomembno je, da zaščitimo naravo na območjih, ki je tesno povezano z ljudmi, turizmom in gospodarsko dejavnostjo, kot je kmetijstvo in živinoreja. Vedno bolj smo lahko priča, kakšno uničujočo moč ima narava, ko v njo posega človek ali preveč posega človek. Nenehno se soočamo z naravnimi nesrečami in s človeškimi tragedijami. Naj se to ne zgodi na Pohorju.